Spoštovani gospod župan Slovenskih Konjic, Darko Ratajc, in spoštovani obiskovalci in spoštovane obiskovalke na predstavitvi zbirke Konjiške legende. Vsem izrekam prijazno dobrodošlico. Danes predstavljamo posodobljeno izdajo knjige Konjiške legende, legende in pripovedi na Konjiškem ter druge zgodbe iz Dravinjske doline in Pohorja. Gre za poseben in pomemben prispevek k ljudskemu slovstvu, da se lahko hrani nekdaj beseda iz roda v rod tudi na papir v času vse bolj množične digitalizacije. Knjiga je prvič izšla pred 30 leti pod okriljem Zgodovinskega društva in je pomemben dokument obstoja naše skupnosti, tako za danes, kot tudi za jutri. Vsebuje 15 zgodb, ki jih je predvsem po ustnem izročilu zapisal Vinko Zdovc. Legende izvirajo predvsem iz Dravinjske doline, tudi Dravske doline in seveda Pohorja. S težavami, kot so današnji, so se ukvarjali ljudje tudi v pretekli, minuli zgodovini. Boj med dobrim in zlim, med vestjo, krivico in pravičnostjo se je bil v človeku nenehno. Nadnaravne sile pa so tudi imele globlji pomen. Medtem, ko so zaprisege, denimo sveti Mariji, bile protagonistom manj zveste. A dobro se poplačalo, slabo vrnilo. Kakšne brezčasne zakonitosti so vse to, kaj ne? Legende so opremljene z grafikami umetnika Arpada Šalamona. Danes pa je knjigo založila občina Slovenske Konjice, zato ob tej priložnosti k pozdravnemu govoru vabim gospoda župana Darka Ratajca. Lep pozdrav, spoštovani, torej izjemno sem vesel in počaščen, da sem danes tukaj ob tej priložnosti. Torej, Konjice imajo dolgo zgodovino in prav je, da zgodovino in zgodbe, ki nas krasijo, tudi na nek način ohranimo, da jih spremljamo
In pred 30 leti so ugotovili, da je to potrebno. Zato izrekam zahvalo takrat županu, gospodu Baragi, ki je to bil iniciator, in pa seveda gospodu Zdovcu in pa Arpadu Šalamonu, ki so to izdajo takrat naredili. Ocenili smo, da je čas, da to osvežimo, in zato smo k temu pristopili na občini. Iskrena zahvala mojici Nataši, ki so se močno potrudili in to na nek način tudi udejanili, in seveda zahvala gospe Hedi Šalamon in pa gospodu Zdovcu, da so dovolila, da ta ponatis naredimo. Torej, v letošnjem letu smo izdali 3 knjige, ta je 3., ki sedaj predstavljamo. Imamo še neke plane za naprej in upam, da bomo to tudi uspeli. Torej, ko takole gledam vas, vidim kar nekaj kandidatov, da postanejo konjiške legende. Torej, tudi to je en del. Torej, občina praznuje praznik, v petek bomo imeli svečano sejo občinskega sveta, ker bomo tudi eno legendo konjiško, Jureta Zdovca, počastili z nazivom častni občan občine Slovenske Konjice. Torej, kaj naj rečem? Zelo sem vesel, počaščen, vesel sem, da ste danes tukaj in seveda želel bi to, da se ob taki priložnosti še večkrat in čim večjem številu še srečujemo naprej. Torej, hvala lepa in gledam še naprej. Je misel, je zavest, je narava, so ljudje. Je hoja navznoter, je hoja navzven. Temne sile se meša v belino, bije se boj, presekan jezik in tu je prostost. Bitka ubije zlo, prinese mir in ljubezen. Se spet gnetajo misli in švigne zajec. Švrk. Zraste mogočnost, ki nudi zavetje pisavam in redu. Veličina pa tli povsod. Iz nje rastejo strah, spoznanje, upanje. Iz vsega tega nastane Pamf, legenda, iz katere veje podoba tukajšnjih krajev. Ustavimo se in se potopimo v skrivnosti nastanka arhitekturnih dosežkov in boja z različnimi strahovi. Še zmoremo z dlanjo zajeti studenčnico in se ohladiti? Legenda o ustanovitvi Žičkega samostana. Prva zgodba. O ustanovitvi Žičkega samostana Kartuzijanov se je ohranila legenda, ki ima 2 različici. Po prvi naj bi mejni grof Otokar III. Začel ustanavljati kartuzijo v času vladanja papeža Aleksandra III. Med letoma 1159 in 1181. V letu 1147 naj bi se cesar Konrad, vojvoda Friderik in mejni grof Otokar III. Udeležili križarske vojne. Po vrnitvi iz vojne se je grof Otokar III. Hotel oddahniti od skrbi in se je s plemiči odpravil na lov na Konjiško goro. Oddaljil se je od ostalih lovcev in prišel v senčnate globeli na južni strani gore, kjer je nenadoma zagledal košuto izredne beline. Med zasledovanjem lepe živali je grof prišel na kraj, kjer je kasneje stala kartuzija. Ko je žival izginila, je Otokar stopil s konja in se zleknil pod bližnje drevo, da bi si oddahnil in malo zaspal. V dremežu pa je zagledal prikazen, moža, ki je svetil bolj kot sonce in je bil oblečen v kameljo kožo. Tujec se je predstavil kot Janez Krstnik in grofu naročil, naj na tem mestu pozida samostan. Krstnik mu je še naročil, naj naseli Kartuzijane, ki so že ustanovili s svetim Brunom veliko kartuzijo v Alpah. Otokar je svetniku zagotovil, da bo naročilo izpolnil, apostol pa je tedaj izginil. Medtem se je približalo grofovo spremstvo s psi, ki so podili zajca. Žival se je zatekla v plemičevo naročje, kakor da bi pri njem iskala zavetje. Vpitje lovcev in zajec sta Otokarja prebudila iz sna in skliknil je v slovenskem jeziku. Zajec, glejte, zajca!
Zato je grof Ottokar ta kraj imenoval Zajec, nemško govoreči ljudje pa Zajc. Domačini še danes samostanu rečejo Zajc klošter. Legenda o ustanovitvi Žičkega samostana, druga zgodba. Po drugi različici legende o ustanovitvi Žičkega samostana naj bi mejni grof Ottokar III. Začel najprej zidati kartuzije v Konjicah. Meniški zapis zgodbe navaja kot letnico ustanovitve samostana leto 1155 oziroma 1151. Medtem, ko sta v Žičkem rokopisu iz 17. stoletja obe različici legende zapisani ločeno, se je v Žičkem arhivu zapis iz 18. stoletja ohranil, v tistem pa sta obe varianti združeni. Po drugi verziji legende naj bi Ottokar pričel z gradnjo samostana v Konjicah. Grof je namreč ugotovil, da je kraj, ki ga je krstnik izbral za samostan, pretesen in je zato izbral drugo mesto ob severnem podnožju Konjiške gore. Posest za gradnjo naselbine si je Ottokar pridobil od Leopolda Konjiškega in samostan s cerkvijo skoraj že pozidal. Tedaj pa naj bi se grofu ponovno prikazal svetnik in ga karal, češ da je postavil kartuzijo na drugem mestu, kakor mu je bilo zapovedano. Naročil mu je, da samostan poruši, pusti naj le cerkev, ta naj postane župnijska, kraj Konjice pa pripada samostanu. Ottokar je drugi ukaz svetnika izpolnil in zazidal kartuzijo tam, kjer se mu je ta prvikrat prikazal. Grof Ottokar je v samostanu našel tudi svoj zadnji mir. Pokopali so ga z ženo za krsti cerkve na kraju, kjer se mu je prvikrat razodel Janez Krstnik. Njegov grob so pokrili z belim marmorjem. Konjska smrt. Od konca srednjega veka je poštna pot dolgo časa tekla skozi Konjice in povezovala Gradec, Maribor, Celje in Zidani Most. Prišla je iz Slovenske Bistrice, iz Konjic se je usmerila mimo Konjiške gore med Tolstim vrhom in Plešivcem proti Vojniku. Gorski prehod spremlja hudournik, ki se imenuje Konjska smrt. Od kod nenavadno ime? Starejši Konjičani znajo razložiti izvor čudnega imena iz pripovedovanja svojih prednikov. To je zelo strma grapa, ki se zažira v Konjiško goro. Nekoč, v starih časih, ko še ni bilo avtomobilov in ne dobrih cest, so ljudi in blago prevažali s konjskimi vpregami. Ob neki priložnosti je kmet vlekel les iz gošče nad sotesko proti cesti. Gozdna pot nad Konjiškim gradom je bila tedaj tako ozka, da so ljudje težko hodili po njej in konji ter voz še toliko težje vozili. Nič nenavadnega ni bilo, da se je zgodila nesreča. V strmini je voz nenadoma spodneslo, prevrnil se je in zgrmel v grapo. S seboj je potegnil oba konja in nesrečnega kmeta. Doli v soteski so se vsi trije ubili. Prav gotovo se je na strmi in ozki poti pred tem in kasneje še kdo ponesrečil in ni čudno, da so Konjičani prehod preko Konjiške gore poimenovali Konjska smrt. Gospodična na Konjiški gori. V severozahodnem delu Tolstega vrha na Konjiški gori je območje s številnimi vodnimi viri, ki nosi krajevno ime Gospodična. O nastanku imena je v naših krajih znana pripoved. V starih časih je bilo na Konjiški gori več močnejših izvirov dobre pitne vode. Ob neki poletni priložnosti se je mlada Gospodična, menda je bila žlahtnega rodu s Konjiškega gradu, sprehajala po gori. Zašla je v najbolj divje gozdove in ni več našla poti domov. Ko se je tako vzpenjala in spuščala po strmini, se je zaradi vročega vremena pošteno upehala in se grela. Bila je že precej lačna, ampak še bolj žejna, ko je prišla do bistrega gozdnega studenca. Napila se je ledeno mrzle vode in poživljena odšla naprej.
Kmalu je našla pravo pot in se srečno vrnila domov. V naslednjih dneh je žlahtna mlada gospodična hudo zbolela. Poklicali so zdravnika, vendar ji ni mogel pomagati in je na koncu umrla. Svoje smrti bi naj bila kriva gospodična sama, saj se je v nepremišljenosti vsa razgreta napila mrzle vode iz gozdnega izvira. Odtlej, ko je nesrečna gospodična zaradi pitja mrzle vode iz izvirka na gori umrla, so Konjičani, predvsem logarji, drvarji in lovci, poimenovali izvir in okolico Gospodična. Nekateri meščani pa tako imenujejo tudi potoček, ki teče po sredini starega trga. Legenda o konjiškem zmaju. Legenda o konjicah in hudobnem zmaju, ki je živel v Konjiški gori, je nedvomno stara, vendar ne toliko kot kraj. Naselbina Konjice je že obstajala, tudi cerkev svetega Jurija naj bi že stala. Legenda pa naj bi nastala pozneje. Zgodb o zmaju je več. Najbolj znana je naslednja. Konjiška gora je v sredi votla in na dnu je jezero. V gori živi zmaj, velik in močan, ki kraljuje pod zemljo. Ob vznožju gore je naselje Konjice. Zmaj od Konjičanov zahteva, da mu vsako leto na pomlad izročijo lepo mlado deklico, ki jo odpeljejo pred vhod njegove votline. Pošast deklico seveda požre. Toda kaj Konjičani drugega lahko naredijo, kot da zmaju vsako leto ugodijo in opravijo drago daritev. Čeprav so Tržani močno žalostni, ne vidijo rešitve pred grozečo nevarnostjo. Zmaj namreč vsako leto postavi enak pogoj. Če Konjičani ne bodo tega in tega dne izročili deklice pred njegov vhod, bo odprl zapornice jezera na dnu Konjiške gore in nad Konjice izpustil tako količino vode, da bo vse preplavila, tudi najvišje hiše. Slučajno nanese, da na dan, pred dnevom, ko bi žalostni Konjičani morali odpeljati izbrano deklico k zmaju, pride na trg potujoči vitez. Vidi, kako Tržani hodijo objokani okrog. Čeprav ve, da so sicer kar dobrodušni in veseli ljudje. Zato vpraša, kaj jih tare. Povedo in pokažejo deklico, ki bo naslednji dan žrtev okrutnega zmaja. Nameravana daritev viteza močno presune. Zato sklene, da se bo spopadel z zmajem. Počakal ga bo pred vhodom votline na mesto deklice. In ko se bo zmaj pojavil pred svojim bivališčem, ga bo premagal. Deklica pa naj kar mirno ostane doma. Vitez se napoti do zmajevega podzemnega bivališča in ga tam čaka do jutra. Ob določeni uri pošast prileze iz svoje votline, da bi prevzela deklico. Tedaj pa na zmaja silovito udari vitez. Boj je hud, toda za viteza zmagovit. Plemič zmaja najprej oslepi, nato slepega dokončno ugonobi. Ogromna pošast, napol mrtva, počasi zleze v svoje bivališče, v votlino Konjiške gore, kjer shira. Konjičani so prešerno praznovali, se veselili in viteza častili. Za nagrado je dobil v zakon zalo deklico in skupaj sta se za stalno naselila v Konjicah. Tržani
pa so se dokončno rešili neusmiljenega zmaja. Stoji, stoji tam bili grad, pod gradom globoko jezero, po jezeru plava čudna zvir, ki se imenuje hudi zmaj, ko je požrl živino vso, je vrsta na ljudi prišla. Dajmo zmaju Marjetico, Marjetico Božjo služabnico, Marjetice ri škoda ni. Kaj je storila Marjetica? Odprla je skrinjo pisano, nadela si obliko višnjevo, pripila si je zlato verižico, šla je globokemu jezeru, sričal jo je pobič mlad. Pobič mlad, prelep vojak, preljubi sveti Jurij sam. Tako je rekel pobič mlad, globokemu pojdi jezeru, ko bo pa zmaj priplaval k teb, mu vrži verižico čez vrat. Tako je storila Marjetica in zmaj postal je takoj krotak, peljala ga je pod Beli grad. In zmaj tako je zarju, da se je podrlo pol gradu. Hvala današnjim nastopajočim, Ambrožu Levartu, Manci Levart, Marku Bezenšku, Toni Jelen, Lamiji Šehić in Andreji Obrul. Prosimo, da pristopite. Hvala vam. Tako, danes smo vam tukajle na Mestnem trgu ob ulični razstavi predstavili konjiške legende. Tale razstava je tukajle na Mestnem trgu že kar od meseca aprila. Postavila jo je občina Slovenske Konjice. Počasi se izteka, tako da le oglejte si jo z obeh strani. Tako da danes kot kulisa upam, da vam je res bila všeč. Drugače pa knjiga, ki smo jo danes predstavljali, žal ni naprodaj. Dobite jo lahko v naši knjižnici na izposojo. Knjiga je dostopna tudi v elektronski obliki na D-Libu, torej digitalni knjižnici Slovenije. Preden pa zaključimo današnje druženje, vas vabim na zdravljico tukajle v veliko galerijo Doma kulture v počastitev konjiškim legendam. Hvala.